Sledi Anton Snoj z zanimivo idejo o vidovih dneh, torej o reinterpretaciji zgodovine na slovenskih šolah v prvi Jugoslaviji. Gre za malo starejši čas, ampak za ravno tako pomembne, zelo zanimive vplive ideologije na šolah. Hvala lepa. Pozdravljeni. No, bom kar začel, da se tvoj ne naloži. A se služi. Skratka, ne začel, mislim, govoril bom o govorih, ki so jih imeli na osnovnošolskih proslavah v času prve Jugoslavije, oziroma konkretno 1925 in 1926. Okay. Če se bo popravilo. Mogoče že malo prej napreden, no, za tale računalnik, ampak bomo že. Skratka, o teh govorih, ki so jih na video dan med učitelji in na začetek pa samo par besed o vzgojnem smotru v tem času in o vlogi, ki so jih potem imele te domoljubne slovesnosti. Skratka, vzgojni smoter je bil v Avstriji naravno verski, kar je pomeni, da je cel pouk nekako odražal krščanski katoliški pogled na svet. Potem v času prve svetovne vojne je v tej krizi je Avstrija uvedla vojaško-patriotski vzgojo in potem, ko je nastanku kraljevine SHS, je ta pri domoljubni vzgoji dodala še narodno in nastal je tak narodno-domoljubni vzgojni smoter. Čeprav je definicija naroda v bistvu ni bila do konca dorečena, Jugoslavijo, to vsi poznate, jugoslavski narod ne bi sestavljala vsaki plemena, Slovencev, Srbov in Hrvatov. Zdaj, kot bomo videli pri teh primerih domoljubnih slovesnosti, očitno to ne vedno, žal, pa je taka fajna naslovnica, no, dobro. Ja, pa tako bomo samo gor, ne, bramo, ne. Vse v redu, vse že tudi kasneje kasneje. Skratka, kot rečeno, ja, te domoljubne slovesnosti so potem v bistvu nekako lahko tudi drugače, pa po svoje interpretirane to definicijo naroda. Kot vidite, to so bile najpomembnejše domoljubne slovesnosti, so seveda dan ujedinjenja, kraljev rojstni dan in za nas najbolj zanimivo video dan. Praznovali so jih v bistvu podobno, kot so praznovali že v avstrijskih časih, najprej svetomašo na bližnji cerkvi in potem proslava, ki se je nadaljevala na šoli. Tam so otroci recitirali pesmi, peli himne in poslušali govore teh učiteljev. Kljub pomembnosti teh praznovanj za državljansko vzgojo pa niso bili programi v bistvu poenoteni, izvedba je bila prepuščena posameznim šolam, zapovedali so edino čim bolj slovesno praznovanje. Še leta 1924 so v bistvu z odredbo določili smernice, kako da se ta praznovanja vršila. No, zdaj pa, če gremo kar v bistvu je zanimivo, že takoj ob nastanku kraljevine SHS decembra 1918 so učitelji otrokom prebrali poslanico regentu Aleksandru, ki jo je sestavila delegacija države SHS. Oni so od regenta nekako želeli zagotovila, da bojo pokrajine, kot so Primorska, Koroška in Prekmurje, prišle, bi rekel, združene nazaj z ostalim slovenskim etničnim ozemljem. Takoj zatem so prebrali tudi Aleksandrov odgovor, v katerem je obljubil priključitev te neodrešene domovine in učitelji te zaobljube niso nikoli pozabili in so tudi vsakič, ko so imeli priložnost, so Aleksandra na to opomnili. In seveda tudi učence, ker so to njim pripovedovali. En tak primer je tale odlomek iz učiteljskega tovariša, ko je Aleksander 1920 obiskal Ljubljano. Šole so vrožadnice in na koncu ta Rima je pa tako priljubljeno očitno, da so recimo v spodnji Šiški na šoli so jo dali na tablo in obesili na hodnik in tako potem tam viseli, ko so otroci na hodnik.
Ja, žal mi je, tole ne deluje najboljš. Kot rečeno, Vidovdan je bil najbolj pomemben praznik v prvi Jugoslaviji, imel tudi najdaljšo tradicijo. Srbom je predstavljal od upora proti Turkom maščevanje za to obdobje suženjstva, boj za svobodo in enotno državo. Po prvi svetovni vojni so temu v bistvu dodali še dan spomina na napadne borce, pa tudi, kot bomo videli, je ta praznik tudi v slovenskih šolah postal nekak simbol za združitev naroda. No, v zgodovinskem arhivu Ljubljana sem napisano ne boste imeli očitno, ampak bom pa probal dovolj jasno povedati. V zgodovinskem arhivu Ljubljana sem odkril več učiteljskih govorov. Predstavil bom 3 za Vidovdan 1925 in enega za leto 1926. Imel sem napisane sicer učitelje, ki so to predavali, pa tudi 2 sta bila iz osnovne šole Grabelj, en iz Ledine in ena učiteljica pa iz dekliške osnovne šole v Spodnji Šiški. Zdaj govore lahko v bistvu po vsebini razdelimo nekako na 3 dele. Vsi se začnejo z Kosovsko bitko 1389, po kateri ne bi porajali Srbiji prisegli maščevanje in boj za svobodo. Ta del je bil v vseh govorih najdaljši, nekje od polovice do 2/3 teksta, ker so zelo nadolgo opisovali to situacijo srednjeveško. Potem v drugem delu že v bistvu se zgodi, bi rekel, prvo maščevanje za te tegobe, se pravi bitka pri Komanom 1912, ko Srbi premagajo Turke in nekako osvobodijo Srbijo. Drugi del, bi rekel, drugo maščevanje, drugi Vidovdan se je zgodil v bistvu v času Prve svetovne vojne, kot se spomnim, Avstrija je napovedala vojno Srbiji točno na Vidovdan in tukaj so to uporabili, so rekli, tukaj so Srbi premagali še Avstrijce in Nemce in s tem osvobodili še Slovence in Hrvate. V tretjem delu, tak je pa zdaj nam nekako najbolj zanimiv, smo pa prišli do tretjega Vidovega dneva, ki pa ne bi šele prišel. Se pravi, to je šele v prihodnosti, to bo tretje, to bo slovensko maščevanje. In tukaj bo, bi rekel, tukaj se bojo nad Nemci in Italijani maščevali, ki so še vedno zasedali to etnično ozemlje. Kosovska zaobljuba torej še ni bila izpolnjena, jugoslovansko edinjenje in osvoboditev nista bila popolna, ker je seveda tretjina teh slovenskih bratov in sester, kot so rekli, še ne živela v tujih državah. Aleksander je po tej zgodbi leta 1918 obnovil srednjeveško zaobljubo, ko je delegatom obljubil priključitev teh ozemelj in tako so slovenski učitelji nekako prevzeli ta srbski državniški model. Zraven so pa še, bi rekel, spretno krmarali med to definicijo naroda, tako da so lahko spodbujali hkrati enotnost Jugoslavije in širitev Jugoslavije, po drugi strani pa tudi pomembnost Slovencev in slovenskih dežel za Jugoslavijo. Se pravi, slovenska enotnost je bila predpogoj za to, za enotnost Jugoslavije in za imeti, ko so opisovali, včasih so govorili Jugoslaviji, včasih so govorili Slovenci. Tako da ta nova narodno-domoljubna vzgoja je hkrati osvobajala Slovence in ustvarjala Jugoslavije. Ker problem je v tem, da Slovencev niso smeli imenovati kot narod v govorih. Uradno so bili lahko to samo Jugoslavani. Kljub temu so, poleg tega so tudi sicer Srbe opisovali kot narod, ker oni ne bi si ta naziv že prislužili, Slovenci so si mogli šele priboriti. Saj enega umela, ampak še prej, ne bom prehiteval, takole je rekla Marta Andoljšek, bom samo povzel njen citat. Velik je ta praznik osvete, ampak lahko bi ga praznovali še z večjim sijajem, če bi bilo naše ujedinjenje popolno. Naš pravi veliki Vidovdan bo prišel, ko bodo združeni z nami v skupni hišici še te naše neodrešeni bratje. Če bomo posnemali vse že navedene vrline naših bratov Srbov, in potem pove, katere to so, bomo tudi mi prišli do tega velikega Vidovega dneva in maščevano bo tudi naše Kosovo, se pravi naše
tukaj mišljeno seveda slovensko. No, to poenotenje izobraževanja je tudi učitelj Mihelič postavil v prihodnost. Tega imamo. Kjer pravi, naši pogledi plavajo daljave v dobo naše bodočnosti, kjer bomo vsi jugoslovani združeni pod eno streho. Podobno. Jaz sem se tukaj spraševal v tem času, kdaj je ta ideja, kdaj so prišli do te ideje slovenskega Kosova, ker v učbenikih se to ne omenja. Za ta čas tudi zelo redko je v časopisih. Jaz sem vedno sklepal, da je to nastalo enkrat po prvi svetovni vojni, ampak izkazalo se je potem, da je recimo prva omemba slovenski Kosovo najdemo v slovenskem narodu in sicer 9. septembra 1913. Še pred prvo svetovno vojno, in drugič 18. marca 1914, to je samo tak, to je daljši članek o 500-letnici ustoličevanja koroških vojvod in tukaj že govorijo o našem poslovnem polju in kdo bo tisti, ki ga bo osvobodil, kar je malo nenavadno za obdobje, kjer je bilo to še ista država. To še ni, ker to še ni veliko ločeno. No, za zaključek bi pa samo še to rekel, da so te osnovnošolsko govori, se mi zdijo zelo dober primer, nekak dober pokazatelj tiste najbolj osnovne politične ideologije, če hočete mentalitete, ki jo je moral na tak drugačen način ponotraniti vsak učenec, ki je hodil v osnovno šolo. Ker to so poslušali otroci od 6 do 12 let. In ta nekak mentaliteta se mi zdi, da se potem kaže v bistvu v naslednjih obdobjih naprej. Zdaj, ali so bili učitelji bolj naklonjeni slovenstvo ali jugoslovanstvo in iz tega težko sklepati, ker tudi ne vemo čisto, kako je bilo praktično izvedno, tukaj imamo pač govore pred sabo, kako so to dejansko povedali, ne vemo točno. Mislim pa, da tudi njihovo občudovanje teh srbskih dosežkov vojaških in političnih je bilo pa pristno, po mojem mnenju. No, pa še to v neko obrambo, še eno sliko, dejansko iz ene od teh šol, kjer so te govori bili. Nekako delno obrambo te krvave retorike, pa bi dodal, da je Jugoslavija imela poleg Nemčije največ sosed v evropskem prostoru in 607 teh sosed, prav Italija, Avstrija, Madžarska, Romunija, Bolgarija in Albanija so imeli v bistvu ambicije po jugoslovanskem ozemlju. Tako da je to tudi to nekako delno, če rečemo, defenzivno. Medtem pa ta aktivna državljanska vloga in ta bojevitost, ta želja po maščevanju pa je pri Slovencih nekako se mi zdi bila tudi izpolnjena v času druge svetovne vojne, ampak ironično je, da je v veliki meri bila obrnjena kot sami v sebi. Ampak to je pa že neka druga zgodba. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa.